Dajmo pogledati vašo napoved tehtnice. Danes bomo pogledali vašo bližnjo preteklost, trenutno situacijo in bližnjo prihodnost. Potem pa bomo z dodatnimi kartami pogledali še malo bolj natančno, da bi dobili kakšne nove namige ali nasvete. To so splošne napovedi, zato si je potrebno pomene kart interpretirati po lastni presoji. Tisto, kar se ne poistoveti z vašim življenjem, enostavno ignorirajte, vse ostalo pa sprejmite brez dvoma. Aha, ena karta nam že tukaj govori neko lepo zgodbo, o neki lepi združitvi. To je lahko združitev z neko osebo ali pa z vašim višjim jazom. Zanimivo. Dosti mečev imamo tukaj. Zdaj kot osrednja energija tega vpogleda imamo tukaj karto Mag. In ta karta v bistvu govori o tem, da tehtnice, da ste dobili nek nov pogled, kjer ste ugotovili, da imate ogromno neke moči, ogromno nekega potenciala. Predvsem pa, da imate v bistvu nekako vse, kar potrebujete, da dosežete te vaše sanje, cilj, željo ali karkoli. Tle pa imamo še sodbo. Torej, ja, na nek način ste se prerodile. Dobili ste nek notranji zagon, predvsem pa tukaj ta karta zaljubljenca. To lahko prikazuje neko osebo, ki vam je na nek način pomagala do neke lepe združitve. Lahko prikazuje ljubezenski odnos, ki se je razvil v nekaj lepega. Lahko pa prikazuje v bistvu združitev z vašim poslanstvom, z vašim notranjim jazom. Zdaj v preteklosti je tukaj videti, da ste dobili nek ta nov zagon že v preteklosti v bistvu. In ta zagon vam je dal res ogromno moči, hkrati tudi ogromno samozavesti. Videti je, da ste nekako, mogoče celo bi rekla tako, da v preteklosti, da ste nekako razmišljali zelo strateško, zelo ostro in mogoče tudi nekako ste imeli kot neke, kako bi to opisala, da ste se držali nekih načel ali kaj takega. V glavnem, tukaj ste dobili neko notranjo moč, nek zagon in nekako ste se znali postaviti zase in tukaj narediti neko ostro potezo. Zdaj v trenutni situaciji imamo karto Norec in trojko palic. In definitivno ste v sedanjosti, nekako ste skočili proti nekemu novemu obzorju. Naredili ste nek presek in tukaj vidite neko čisto drugo energijo. Recimo tukaj imamo zelo tako ostro, hladno, direktno, usmerjeno proti nekim ciljem. Tukaj pa je zelo tako svobodna energija, zelo prijetna. Tukaj vse nekako, čeprav je ful barv na teh kartah, mi deluje to nekako monotono. Tukaj pa imamo, ampak monotono v smislu energij, tako da je na nek način nekako vedno isto ali nekako tako. Ampak tukaj pa imamo modro in rumeno, torej nek kontrast, nekako konstantno se nekaj dogaja, nek flow, nek moving v vašem življenju. In videti je, da ste se podali proti nekemu novemu obzorju, ampak zdaj pa nekako usmerjate energijo v nek svoj fokus. Torej, našli ste nek fokus in tukaj usmerjate energijo. Ampak recimo, za razliko iz preteklosti, bi rekla, da ste tukaj dosti bolj nekako pozitivni in nekako odprti za neke novosti. Zdaj prihodnost tukaj izgleda zelo taka črna, ampak nič se ne ustrašiti. To so samo energije, ki jih vedno lahko v bistvu ne spreminjamo, ampak jih nekako izkoristimo v svoje dobro. Zdaj v prihodnosti je tukaj osmica mečev in sedmica mečev. In jaz mislim, da glede na to, da imamo tukaj meče in tukaj meče, bi rekla, kot da se bo v prihodnosti nekaj vrnilo nazaj. Zdaj, nekaj, kot da se bo na nek način, zdaj tako jaz to vidim, ne, tukaj imamo dve osebi z meči, ne, ki hitijo naprej. In vse porušijo pred sabo, v smislu
kot da ste imeli fokus in da ste šli proti temu fokusu in da sploh vas ni zanimalo, kaj se dogaja okrog vas, šli ste po svoji poti. Ampak potem se pa zgodba obrne, ne? In zdaj tisti, ki ste jih v preteklosti nekako zbili s poti, se lahko tukaj pojavijo nazaj v vašem življenju, ampak tokrat boste vi v drugačni vlogi. Tokrat bo na nek način njih obratno. Ampak ne se ustrašiti, tehtnice, bomo zdaj pogledali, kaj je to in če to res tako kritično ali, mislim, nikoli ni kritično. Vedno se da situacija obrniti tako, da pač da je neko zadovoljstvo, neko veselje. Ampak dajmo pogledati, kaj se tukaj ta Levites pa kralj mečev, kaj tukaj sporočata, kaj se tukaj v bistvu točno dogajalo. Imamo karto kočija, osmica mečev in osmica kelihov. Ja, tukaj mi v bistvu nekako zgleda, kot da ste našli to neko svoj cilj. Tukaj je bilo nekako neka zagnanost, definitivno. Ampak zdaj tukaj nekako imamo dve osmice. Tukaj imamo osmico mečev, ki nakazuje na to, kot da ste bili nekako omejeni. In potem v nekem trenutku ste te omejitve premagali in se podali proti neki novi poti. In to je ta nova pot, ki ste jo zdaj začeli. Vidimo nasvet oziroma akcija in izid. Ja, tukaj vidim tudi nek egoizem. Zdaj to je lahko recimo, egoizem, kot sem že rekla prej, torej neka ostrost, neka odločnost in v bistvu kot da se tukaj ne obremenjujete z drugimi mnenji, ampak greste samosvoje naprej. In tukaj ste dobili neko zmago, ampak ta zmaga je na nek način, jaz bi rekla, kot da je bila na nek način, ne vem, kako to opisati, ampak kot da se ponosno odstraniš iz situacije na nek način. Ampak v bistvu to je taka, jaz bi rekla, da je to na nek način prazna zmaga. Ne bi rekla, da je to neki, ne vem, dajmo pogledati zdaj ta nova pot. Tukaj ste tehtnice šle proti nečemu novemu in ta fokus usmerile samo v to. Tukaj imamo paža novcev obrnjenega, sedmico mečev in pravico obrnjeno. Zdaj pravica je vaša karta. Povezana je s tehtnico. Tako da tukaj v bistvu, zdaj, ker je obrnjena, lahko, da niste v svoji polni moči. In tukaj bi jaz rekla, kot da, ne vem, jaz tukaj vidim, kako bi to opisala. Na nek način, jaz imam občutek, kot da ste se tukaj, nekaj ni bilo po vaše recimo in ste se odločili, da ok, ali po moje ali pa grem, ne, in tukaj ste rekli, ok, pol pa grem. In zdaj ste nekako tukaj, tega paža vidim kot, aha, evo, zdaj sem pa jaz na svojem, zdaj pa je po moje, ne, tako kot da se na nek način ne posmehuješ, ampak kot to priložnost, ki ste tukaj zapustili, kot da se na nek način hvalite s tem. Nekako tako. Ampak ta hvala je v bistvu bolj samo za neko, ne vem, tukaj nekako jaz čutim neko neiskrenost. Zdaj pa ne vem, dajmo pogledati na svet, pa bomo videli. Na svet imamo cesarja in izid štirko kelihov obrnjeno. Ja, zdaj, če primerjamo tega paža, novcev in cesarja, ne, to sta nekako vi in to je nasvet, ki vam ga dajo karte. Torej, tukaj, jaz bi rekla, kot da se na nek način, ne da se posmehujete, ampak kot na nek način
recimo, če ste tukaj nekaj hoteli doseči in vas je nekdo omejeval in pol ste tukaj rekli, recimo, ok, jaz bom zapustil ta odnos, ker ta odnos me omejuje in potem zdaj, ko gledate na ta odnos, evo vidiš, da mi je uspelo tudi brez tebe, recimo na nek tak način, ne. Ampak karte vam svetujejo, da se tukaj ne osredotočajte na to, pač dajte narediti tole proč in se osredotočiti bolj na prihodnost, ker tukaj se pojavlja neka nova priložnost in če se boste vi, tehtnice, preveč osredotočili na te neke stvari, ki nimajo smisla, boste to priložnost lahko spregledali. Tako da tukaj definitivno pomeni, da obrnete to karto, torej da najdete svojo moč in da ne tukaj delate nekih prikritih igric ali pa ne prikritih igric, bi rekla bolj kot način, kot nekaj, da se hvalite z nečim, kar mogoče, kar nima neke vrednosti, da bi se s tem zdaj hvalili, ampak ne vem, težko najdem nek konkreten primer, kaj bi to lahko pomenilo. Upam, da si to znate sami interpretirati v vaši situaciji, ampak definitivno je pomembno, da nehate s tem in da stopite v svojo moč. Tukaj, da najdete ta svoj pogum in da se osredotočite na prihodnost. Zdaj pa dajmo pogledati, kaj je ta prihodnost, ker tukaj imamo dosti nekih mečev, neka priložnost, ki je ne boste videli, če se boste osredotočili na negativne stvari oziroma na negativne okoliščine. Ampak kaj pa so te osmice mečev? Zakaj se boste počutili omejene? Ne, še enkrat bomo. Tukaj imamo visoko svečenico, desetico kelihov in asa mečev. Ok, karte te so dobre. Ok, vse jasno. Zdaj, te karte nas navezujejo na karto hudič, kar pomeni, da gre lahko za neke karmične lekcije. In zdaj, to, kar ste vi v preteklosti nekomu naredili neko krivico ali pa ga po krivem obsojali ali pa mogoče, da niste bili pošteni, da ste bili mogoče hinavski, ne nujno, da ste bili hinavski v negativnem smislu, ampak enostavno tako, da ste si nekako hoteli izboriti neke stvari, ki mogoče vam ne pripadajo ali pa da ste hoteli doseči nekaj, kar je brez smisla, kar vam v bistvu ne predstavlja neke velike vrednosti. Tukaj imamo še karto sodba. Zanimivo. Ok, zdaj videti je, da boste tukaj dobili tehtnice neko skrivnost. In ta skrivnost, zdaj te karte so take zato, ker imam občutek, da se bo ta oseba vrnila in vam nekako na nek način bo se obnašala do vas tako, kot ste se vi do nje v preteklosti. Torej tukaj. Na nek način se bo situacija obrnila, ampak vi boste tukaj s tem dogodkom, jaz mislim, da boste prej, da se bo to zgodilo, dobili neko novo zavedanje, neka skrivnost se vam bo odprla, nekaj, kar nekako boste spoznali tehtnice to ravnovesje oziroma boste spoznali mogoče, kje ste naredili v preteklosti napake ali pa se vam bo razkrila neka pomembna skrivnost, zaradi katere boste v bistvu vse te konflikte premagali. Tako da tukaj ja, lahko je ta prihodnji teden nekako težek v smislu dogodkov, ki bodo prihajali do vas, ampak videti je, da vi tehtnice se ne boste s tem obremenjevali. Tukaj imamo desetico kelihov, ki je v bistvu karta združitve, karta, ko po dolgem času nekega trpljenja, malo težka beseda, ampak po dolgem temnem času potem pride do neke lepe energije, združitve, uresničenih želja in tudi nova sveža ideja. Nekako, jaz mislim, da boste v vsem tem dogajanju prepoznali moč in tukaj boste tudi naredili neko spremembo ali pa celo nek zaključek. Dajmo pogledati na svet in izid. Tukaj imamo kraljico kelihov in kralja kelihov.
Torej, karte vam definitivno svetujejo, da se, zdaj, če pogledamo kraljico kelihov, ko postavimo tako, ta stran vedno kaže na prihodnost in ta na preteklost. In zdaj, če pogledamo tukaj, imamo tega cesarja, ki gleda v prihodnost. In nasvet je bil, da se ne obremenjujete več s preteklostjo in da ste ponosni, nekako da najdete to svojo moč in greste naprej. In zdaj tudi ta karta je v bistvu karta nasveta obrnjena proti prihodnosti. Tako da definitivno karte vam svetujejo, da najdete neko, da na te dogodke pogledate čustveno in da se ne ozirate na preteklost, kaj se v preteklosti zgodilo in v preteklosti recimo, da mečete neke stvari iz preteklosti naprej, ampak da se osredotočite na zdaj in poskusite to situacijo razrešiti na bolj čustvenem nivoju, ne toliko na nekih dejstvih, na nekih z nekimi dejstvi, z nekimi stvarmi iz preteklosti, ampak da se osredotočite na zdaj in tukaj najdete neko čustvenost, neko nežnost in to nekako v bistvu na tak način razrešite. In karta izida je dobra. Karta izida je kralj kelihov, kar je v bistvu napredek. Iz kraljice gremo v kralja. Torej, tukaj vedeti, da boste našli neko stabilnost in da vas bo v bistvu cel ta teden, vse te izkušnje, ki se bodo dogajale, to so za nekatere tehnice se lahko to zgodi tudi malo kasneje, ampak v glavnem je to neka bližnja prihodnost. Vse te izkušnje vam bodo pomagale, da najdete v sebi to neko stabilnost, s katero boste v bistvu premagovali vse neke izzive, ki vam bodo prišli na pot, sploh kar se tiče te situacije in nekako je tukaj tudi potem videti to neko ravnovesje in zaključek tega nekega obdobja s to osebo ali pa s to situacijo, ki se je dogajala v preteklosti. In zaključek v bistvu neke lepe združitve, enotnosti in skladnosti. Tehtnice, hvala, ker ste ostali z mano do konca in se vidimo v novi napovedi naslednji teden.